Dobrodošli na vlogu, kot vidite že po naslovu, si bom vzela premor oziroma pauzo, ampak vi na YouTubeu tega ne boste občutili, ker bom do takrat, ko je treba spet naslednji vlog objaviti, že nazaj. Jaz si že več kot eno leto nisem vzela pauze, več kot 3 dni, pa še to je bilo 3 dni za Božič, pa 3 dni, ko nam je umrl Felix maček. Jaz sicer nimam tipične službe, nimam vikendov fraj ali pa pač dneve fraj, kjer lahko čisto odmislim to, kar delam. Se vsak dan, cel dan razmišljam o tem, kar delam, ker delam za sebe, sem sama svoj šef, kar je super, se ne pritožujem, ampak imam probleme s tem, da si ne vzamem pauze. Tudi če si vzamem en dan pauzo, nekaj pol delam na koncu. V bistvu si bom vzela samo 5 dni dopusta. Mogoče se komu zdi to ful malo, ampak meni je to ful, sploh za Twitch recimo, za streamanje na internetu 5 dni, da zgineš, je ful, a ne. Malo sem se bala to narediti, ampak moram za svojo mentalno zdravje, moram vse odklopiti. Edina stvar, ki jo bom delala, ker pač ne morem iz svoje kože, je, da bom vseeno malo posnela medtem, ko bom na dopustu, itak je lockdown. Moj dopust se začne na dan lockdowna, 5 dni. Doma bom z mačkom uživala, malo bom risala, slikala, se učila ukulele. Da, grem na prisiljen dopust, v bistvu se ga ful veselim in bom tudi vesela, ko bom nazaj. Na koncu vloga sem vključila tudi večerno rutino, ker ste me spraševali, če lahko posnamem, in končno sem jo posnela, tako da upam, da boste uživali vlogo. Najprej pa gremo v Merkur in Decathlon. Ok, to je najbolj čuden haul, kar sem jih kadarkoli naredila, in sicer WC papir, ker je pač kaj zmanjkalo in sem na vrsti. Pokvarila se nam je ta WC školjka, pokrov za WC školjko in sem ga šla v Merkur kupiti, moram ga zdaj še namontirati, nikoli še nisem to delala, ampak po moje ni nekaj ful težko. Špageti, peresniki, ker mi je zmanjkalo, in pa nova kamera za streama, ta je prav, imenuje se Streamcam in sem ful navdušena, hotela sem imeti 2 kameri, zato ker ko delam art ali pa ko delam kaj, da hočem približati, imam drugo kamero. Tako da staro kamero bom imela za pač pomožno kamero, to bo pa moja glavna kamera zdaj, Logitech Streamcam. Pogledala sem reviewe na YouTubeu in sem se na koncu za to odločila. Mislim, da je neki original cena okoli 170 €, na Anipika.si je bila znižana, tako da perfekt. Ima pa USB-C ta vhod, tako da sem še pač adapter zraven naročila. Imajo pa tudi belo, jaz sem se odločila za črno in dan zvečer nimam streama, tako da perfekt, da to sprovam in se ful veselim. Še prej moram pa školjko zrihtati, pa jesti, pa ja, ok. Ok, ker bom imela 2 kamere, sem si naročila še eno stojalo, eno tako mini, da če ga imam ne vem kje na blizu, da ga imam na mizi, nočem, da je ful visoko, ampak tako res mini. Pol sem si pa še eno to naročila, malo večjo, tako da odvisno, kje imam. Zdaj za staro kamero imam itak že stojalo, tako da. Ampak je pisalo, da bom dobila, to dobim kasneje, ker je pri dobavitelju, to pa jutri celo mogoče, bomo videli. Evo, glih kar malo popravljam te opise, ki jih imam pod videom, da bojo bolj pregledni, ker prej je bilo dosti grdo napisano, oziroma tako nepregledno, no, bom rekla. In zdaj moram vse posebej spremeniti za nazaj. Vedno me sprašujete, kako se imenuje moj angleški kanal, kako se imenuje moj Twitch, oziroma tam, kjer streamam. Vedno je vse v opisu, tako da pogledajte pod video, vse piše, vsi linki so tukaj, Twitch je stream, angleški YouTube kanal je Jessa Mesa in tudi na Twitchu sem Jessa Mesa. V glavnem, vse je v opisu, tako da ja, pa zdaj bo malo bolj pregledno, tako da vsi pogledajte. Prejšnjič sem v angleškem vlogu prvič probala kimči, to je v bistvu ko neko vloženo zelje oziroma fermentirano zelje z začimbami. Značilno je za korejsko kuhinjo oziroma azijsko kuhinjo in sem vedno hotela probati, pa nikoli nisem. In ja, zadnjič sem na angleškem videu probala, pa ste pa komentirali, če lahko še malo povem oziroma pokažem na. V glavnem, ko neko kislo zelje z začimbami je. V bistvu ni tako čudno, ko bi si mislila, glede na to, da je azijska kuhinja. Jaz pa pač ponavadi kombiniram ali s temi nudli yakisoba ali pa s čim drugim, tako da ja, v bistvu je ful dobro. Mimogrede, naredila sem si te nudle zato, ker sem ful lačna in se mi ne da zdaj čakati pa kuhati. Bom si pa pol skuhala zelenjavno juho in zadnjič sem si kupila one
česnove kruhe, tako da bom tisto zraven jedla. Malo je tudi kislo, pa pikantno. To pa je vroče. Ampak ja, tako da to je zdaj moja hitro nekosilo večerja. Mimogrede, to kamero zdaj uporabljam že en teden, se mi zdi, in sem ful zadovoljna. Ful ima fajn autofokus, namesto 30 sličic na sekundo ima 60, to pomeni 60 FPS-ov in je pač gibanje bolj gladko, tako mora biti, ker ta prejšnja je imela 30 FPS-ov, pa tudi autofokus ma zajebava, je počasen, ta je ful hiter. Edino, s čimer sem se ful pomatrala, je barvna korekcija. Ne vem zakaj, ampak ful, barve so bile ful take, pač manjkalo je barve in pol sem se naučila narediti ta filter čez kamero in sem popravila barve in so zdaj take, kot so bile prej. Ja, ful sem happy, sploh pa, ker imam dve kamere in recimo, ko slikam ali pa rišem ali pa delam karkoli drugega, s to kamero snemam pobliže, ta je pa moja pač glavna kamera, tako da nov setup. Dobro jutro, dober dan. Včeraj pa nisem kuhala zelenjavne juhe, ker sem bila preveč zaspana od celega dneva, fitness, rolanje, ja, v glavnem. Šla sem ful zgodaj spat, pol sem se sicer vmes zbudila in pol smo s Cimro in njenim fantom smo pač školjko namontirali. Je bil kar podvig, moram reči, ampak je ratalo, tako da pokrov školjke smo namontirali, tako da to je zrihtano. Bom pa danes kuhala zelenjavno juho in gremo zdaj to delati. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling. Zelenjava je pripravljena, krompir bom pol narezala, ko ga bom na koncu dala not in stročji fižol isto. Let's go! I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ooh.
this city. Let's drive to the open air, where the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. Evo, kosilo je pripravljeno, pol me čaka par stvari, ki jih moram na laptopu zrihtati. In tudi moje jajčke sem dala kar na to polico. Pa še tega zajčka, da bo malo velikonočno. Oh my god, kako sem vesela. Ta kruh. Ruki! Hi! Dan! 2 dni te nisem videla. 2 dni te nisem videla, miska. Ajajaj. Kako pa si? In to lahko pomeni samo eno, jaz grem fitness. Na 3 jajca sem si dala, mislim na 3 polovičke sem si dala majonezo. Malo za popestritev. Ura se je prestavila. Naprej. Moram iti hitro v fitness, ker pol dobim obiska. In ja, noge danes delam. Highly emotional, baby. Highly emotional, baby. Highly emotional, baby. Don't take it personally. Highly emotional, baby. Highly emotional, baby. Fitness je bil uspešen, ful sem se namatrala, ker nisem imela dosti pauz med seti, ker se mi je malo mudilo. Da sem zelo zmatrana. Kar sem šla po tuš, oprala glavo, naročila kitajsko. In ja, si moram hitro posušiti, preden do goca pride. Nazadnje sem snemala, ko sem kitajsko hrano naročila oziroma dobila. In potem v bistvu sem se že počasi mogla na stream pripraviti. Imela sem cooking stream, tako da sem bila kar malo zmedena, ker se je ura prestavila. Ni bilo še ful svetlo zunaj, jaz sem bila fakt 1 uro do streama. Ful je bilo čudno, ampak ja, se bomo navadili. Zdaj me pa čakajo cote, da jih obesim, ker sem pozabila, ker sem jih pred streamom oprala in mi je cajta zmanjkalo. Tako da to še naredim, obraz si umijem in pol grem spat. Oziroma gledala bom še Netflix. Zadnjič sem rekla Mati in hči, v bistvu je naslov Mi dve z mamo. Gilmore Girls. In ful mi je fajn gledati pred spanjem, ker je tako sproščujoče in fun in ja. Sedim na tleh, ker zjutraj ob 7 je Ruki prišel na obisk in se je ful čudno obnašal, pač tako, ker niso v legu, kot da ga rit boli ali nekaj, ne vem. Pač je v legu se s prednjim delom, zadnjim pa ne, ampak normalno hodi in zdaj spi pod poslo, kjer sploh ni placa, ker imam škatle pod poslo. Ruki! Hej! Živleta! Na čem spiš ti tam zadaj? Ruki! Na kateri škatli spiš? Na Lego kockah spiš. Ja, ne vem, zakaj spi pod poslo, a se česa boji ali nekaj, no, mogoče se hoče skriti. Ojojoj. Te mogla spucati malo. Kaj si kako hodiš, da vidim? Si rep poškodoval, kaj si delal? Kaj te muči? Ne hodi malo, da vidim. Hej, si span. Se lahko greš nazaj spat. Dvakrat se je ulegel pač naprej, na sprednje tace in je ritme v luftu. Ko je prišel v sobo, je normalno hodil, tako da no. Lastikuješ se. Čudno mi je, ker ni jedel. Ti slabo. Se gremo sončiti. Ja. Se vprašam. Ok, za kosilo bom danes jedla ostanke juhe.
Riž imam še od Kitajske in včeraj sem delala, danes gleda najboljš, tukaj je še fila. Delala sem bučke z polnjene z papriko, lovsko klobaso in čebulo. In sir sem dala na vrh. Eno sem pojedla, to so ostanki file. In zdaj bom dala riž sem in vse v pečico, da se zagreje. Malo bom dala vode čez, da ne bo suho. Kosilo je narejeno v 5 minutah. Okay. V sredo se spet vse zapira za 11 dni. Mislim, kdo temu verjame, jaz ne. In mogla sem eno majico iti vrniti in pol sem prišla nazaj s tem. Ja, kje bomo začeli? Pri Berški. Ta obleka mi je ful všeč, ko ima tako odprt ta predel trebuha in ful lepa barva. Saj ne vem, če bom sploh vse to obdržala, ker ne morem probati. Črna je pa tako malo asimetrična, drugače pa isti pač princip. To mi je bilo ful cute diri. Če ste gledali Dexterjev laboratorij na Cartoon Networku, če ste mlajši, verjetno niste, ampak jaz, ko sem bila mala, sem gledala Dexterjev laboratorij, še zdaj bi ga gledala in to je Didi. Dexter je bil sem na hlačah, tako da žal, škoda, da ni bil Dexter še na majici, ker bi še tisto kupila. V Pull&Bearu sem si kupila nogavice, ker so bile ful cute, pa rabim nove nogavice, ker pač teh kratkih nimam nikoli dost. In so ful cute, te so take, kaj so to, sončnice, te so take s teksturo, v bistvu vse imajo malo teksturo, ali pa poslikajo take pomladne stvari. To je totalno pomladno, ful mi je všeč. Ampak ja, moram vse probati, tako da ne. Ena navadna taka kožna majica. Tudi nice. Pol v New Yorkerju sem si kupila take sive legice. Gate vam bom pokazala, zato ker pač ne vem, zakaj jih ne bi. Zaradi tistih 20% tipov, ko se pol obnašajo kot pubertetniki, se ne bom zdaj tu skrivala. Jaz nosim tangice skozi, ne maram navadnih gat, ker mi zarežejo moj rit. In ja. Te so mi bilo ful všeč, ko so srčki, pa rada imam, da je ta čipka, ker se mi zdi, da me ne toliko stisne. Zdaj te, ne vem, izgledajo, da me znajo malo stisniti, upam, da ne, ampak so bile take ful mehke. Smano, okej. V New Yorkerju sem si tudi kupila ena sončna očala, ker pač se mi zdi, da nimam takih čist navadnih. Pol sem si kupila te 2 rutici za okol glave, ali pa na torbico, ali pa okol vrat, ampak jaz bom to imela za na glavah, se mi zdi cute. Za spomladi in to. Potem sem šla pa še v art, kjer sem si kupila 2 skicirki za, da lahko na poti slikam, rišem, kakorkoli. Ja, to je moj haul. Se moram pa to probati. Mogoče vam kaj pokažem. To vedno rečem in pol vam ne. Se vem. Še to mi je padlo iz vrečke na tla. Take ohane sem si kupila, ker se mi je zdelo ful zanimivo, ker so te, kako se reče, sponke. Recimo, da so sponke, ja. Evo vam bom dejansko pokazala stvari. To je ta modra obleka. Malo je čudno, ker imam zdaj tukaj belo. To sem malo rjava, ampak ja, ni panike, saj poleti se bo vse zrihtalo, pa modrica nimam ga. Ja, ful mi je všeč, ker je ta kat tukaj, ful je lepa. Jaz sem si vzela S, bojim se, da bi XS prekratek bil, drugač bi mi bil pa glih prav prijet, po mojem, ampak zdi, da vseeno okoli njo bom obdržala. Ok, to je črna. Bolj mi je oprijeta, mislim, bolj se mi zdi, da me stisne, mogoče zato, ker nima izreza. Ful je zanimivo tukaj, sam je grdo, ker imam od sonca žgano. Tu sigurno nimaš modrca, ker. Drugač pa dolžina ista. Mi je všeč, zdaj pa ne vem, a bi obe obdržala ali ne. What do you say? Ne bom še odrezala listkov, pa bom premislila, ampak črno obleko je vedno fajn imeti. Ok, kupila sem si te legice v New Yorkerju in sem ful pozitivno presenečena, ful so fajne, vzela sem si številko S, tako bolj za doma. Ta majica mi je ful všeč, imeli so tudi druge barve, ampak se mi zdela ta cool, zdaj mi je kar žal, da si nisem še več barv vzela. Mogoče si naročim, ali pa kaj, tudi nimam modrca, ampak po to majico bi mogoče imela modrc, ker je fajn napelana tam, ker je modrc. Jaz sem ne maram, da se mi naramcen vidijo. Ok,
Ja, dobra kombinacija. Oh my god, kako cute. Ful mi je všeč, sploh zdaj, ko imam malo barve. Pa tako lepo čez rame pride. Oh my god, I love it. Dejansko bom vse obdržala, ojoj. Dobro, to še moram probati. Ful lepa barva, ful lep fit, mislila, da bo bolj ohlapna, ne vem, zakaj se mi je zdela tako velika na, pač ko ni bila na meni. Perfekt, diri. Še očala sem vam hodila pokazati. Redno se sprašujete, zakaj sem si vse te stvari kupila. Ja, za v sobo, ne? Da bom za računalnikom. Mislim, dejansko, recimo na streamu, jaz streamam to se kriva. Ne, vse poleti bomo menda kaj odprli, pa bomo kam šli, a ne? Ste ponosni, ker sem naredila haul dejansko, mislim, probala stvari, to hočem reči. Try on haul se temu reče. Jaz vedno, ko prijem iz trgovine, probam in se odločim, ok, to bom obdržala, grem porezati vse papirje stran, dam v prat in ja. Sem ful presenečena, da mi je vse prav. Mogoče malo upala, da mi kaj ne bo všeč, da vrnem. Pa dobro. Treat yourself, a ne? V vlogu sem se odločila, da tudi vključim na konec večerno rutino. Ful sem odlašala s tem videom zato, ker se mi zdi, da nimam večerne rutine oziroma moja večerna rutina ni glih zgledna. Sem se odločila, da pač posnamem kakorkoli moja rutina zgleda. Ni vedno ista, tako da ne vem, če je glih rutina, ampak je pa dosti podobno. 5 do 6krat na teden zvečer streamam od pol 8 do vsaj pol 11, še dlje in to pomeni, da imam dosti pozno večerno rutino. Ura je zdaj 11 pa 15 minut, danes nisem streamala, ampak vseeno pač vam hočem pokazati dosti realno sliko. Zdaj si bom večerjo naredila. Ne vem, kaj je zdaj ta teden, ampak ful imam lušte po sladkem. Pač jaz sem vedno bolj za slano, pa tudi so prigrizki, so bolj čipsi. Redko da jem sladke obroke in ne vem, kaj je ta teden, tako da sem se odločila, da si danes naredim šmoren. Fluffy, sweet, perfekt. Jaz nič ne tehtam, jaz kar tako malo na oko naredim. Dober je. Vsak večer, razen če sem res ekstra utrujena, si pospravim sobo, ker ne morem živeti v nepospravljeni sobi. In tudi zjutraj, ko se zbudiš, je ful dober občutek, ko je vse tako čisto in pripravljeno za nov dan. Vedno si nafilam flašo z vodo in pol tudi prefiltriram, da je za zjutraj pripravljeno za moj čaj. Tudi to je ena stvar, ko ne vem, kar neka rutina je postala in če nimam nafilane vode zjutraj, sem ful ono.
Ful mi je pomembno, da si spraznim misli v smislu, kaj imam za narediti drug dan. Ko ste živeli jaz te journale oziroma dnevnike hvaležnosti in dnevnike svojih misli pišem zjutraj, ker imam pač zjutraj največ cajta. Zvečer si pa naredim to-do listo, pol zjutraj sicer dopolnim, če se še kaj spomnim, ampak probam dati čim več stvari iz glave, da ne razmišljam v pojsli, kaj imam še za narediti oziroma kaj imam jutri za narediti. Tako da ja, to dam na papir in pol sem free. En izmed mojih najljubših delov večerne rutine je diffuser. Zdaj, odkar imam eterična olja, ga ful uporabljam in sem kar malo obsedena z vonjem. Uporabljam pa eterična olja od Natura Vid, ko sem vam že tudi pokazala v nagradni igri, in tukaj sem uporabljala tega Relax, ful diši, res je ful nice, to je perfektno za pred spanjem, da se zrelaksiraš in ja, no, tak dober vibe je. Jaz se zvečer tuširam, razen če grem zgodaj v fitness in sem res cela prešvicana, se takoj stuširam. Pol si odstranim make-up, ta dan ga sicer nisem imela samo obrvi, ampak večinoma si umijem obraz z čistilno peno ali pa z micelarno vodo. Zdaj maske si ne dam na obraz vsak dan, ampak vsake toliko si privoščim, da si malo naredim malo boljšo nego kože, da si res navlažim kožo, zmasiram obraz in se res počutim relaxed. Ko sem rekla, da moja večerna rutina ni glih zgledna, dosti cajta preživim na računalniku, čeprav sem bila že prej na računalniku, ampak ja, kot vidite, gledam kuharske videe, oziroma ni kuharski video, je vlog, kjer pač tudi kuhajo, tako jaz. Jaz si rada masko masiram obraz, zato da ni preveč mokra koža, ker sem ugotovila, da pol, ko si s tem valjčkom začne masirati, če je premokro, se ne suče, tako da si najprej dobro vmasiram v kožo in pol si zmasiram obraz. To res tek paše, ker zaspala bi zraven, ko si delam to masažo. Vsak večer si obvezno navlažim ustnice, ker imam pozimi dosti pokane in edina stvar, ki dejansko pomaga, je vazelin. Edina slaba stran vazelina je, da pač pride v taki v bistvu embalaži, kjer si moraš s prstom nanesti, ampak večinoma ga uporabljam doma. Če pa sem na poti, imam pa navadno labelo oziroma od Mixe imam balzam za ustnice. Čeprav je moja koža že dosti navlažena od maske, si še vedno dam kremo za obraz, to od Mixe za ekstra suho kožo. Počasi bom začela navadno uporabljati, ker je moja koža že ful fajn. Okej, opozarjam vas, moja stopala boste videli, ne, enim je to mogoče ukabno, enim ne. So čista, tako da nič skrbeti, ful imam suha stopala, od nekdaj, po mami. Tako da si probam res vsak večer, da si namažem s kremo za stopala, to imam eno od Baleje, nič posebnega, ful diši, drugače mislim, da taka hladilna je, no. In pol si dam nogavice nazaj, da se lahko fajn vpije krema v kožo in ja, spim z nogavicami že celo življenje, ne morem spati bosa, ne vem, kaj je to, ampak ja, brez skrbi so čiste, zvečer se tuširam, tako da don't worry. Ta teden sem trenirala 2x noge, res ono na hard in imam kar fajn muskel fiber in sem rekel, mazilo je super za masažo mišic in ti pomaga pri regeneraciji in bolečini. To sem rekel, mazilo je tudi od Natura Vid, tako da bom dala vse v opis. Pa če se ne motim, še vedno velja koda Jasmina 10. In
bolje, saj da grem v poslo. In spet, ja, na svojem telefonu sem, ker kdo ni, dvomim, da kdo ni na telefonu, ampak gledam take stvari, ki me pomirijo, relaksirajo, ali je to ASMR, ali pa gledam Netflix, midve z mamo trenutno. In ja, takoj zaspim zraven. Zamenjam 3 pozicije in pol počasi zaspim. Lahko noč. Missing someone